Italijanah, ne, in mu pogovor, to je bilo nekako v imenu evropske kulture, ne, evropske kulture in ni bilo rečeno, ampak je bilo mišljeno namreč, kako se mora nekako Evropa s svojo evropsko kulturo nekako veliko zavedati tega in braniti, ne, v bistvu pred drugimi državami. In ta kultura je bila tudi, rekel, denarna, ne, razni filmi, razne kasete, razne, recimo, rekel, vse tisto, kar prinaša denar, recimo, ne, in ki je na drugo Evropi. V določenem trenutku, ko je proti koncu tega govora, ki je bil precej dolg in tudi nekako nezanimiv, je bil ta, da je rekel, danes so ti narodi prišli, pravi, ne, v Združeno Evropo, pravi, da bodo mali prišli drugi narodi, da bomo res potem ena široka, je rekel, evropska družina, pravi, ampak jutri bomo bolj Španci, bolj Nemci, bolj Italijani, bolj Francozi, kako smo danes. To se pravi, ne, veliki narodi, ki kljub vsej globalizaciji zagovarjajo svojo identiteto, ne, in nekako prisegajo, ne, na to, da bo ta identiteta, ne. Bi bilo velik nesmisel, ne, da mi kot Slovenci, majhni narod, ki smo se skozi vso zgodovino nekako bojevali za svoj jezik, da sprejmemo globalizacijo v smislu, da naša nacionalna zavest nima nobenega pomena. In v tem smislu pravim jaz tukaj, ves problem je na vzgoju naših mladih za prihodnost. Naši mladi so ignoranti, kompletni, tako da nimajo pojma, ne, recimo, glede tega, niti to, da obstajamo v Trstu, da obstajamo na Koroškem, da imamo manjšino zunaj. Oni bodo rekli, dobro, pa zdaj kaj ćemo mi tam ste, ne, dokler živite, ne, to je, v bistvu so to prva Jugoslavija, tako druga Jugoslavija, ravno druga je bila, pa to je imela formulo, recimo, ne, ti mladi, kar živijo zunaj, jih moramo vzgojiti v narodnem duhu, se pravi, v duhu internacionalizma, ne, to je tisto glavno, ne, multikultura, odprto drugega, ne, in to imajo tudi še danes, ne, se pravi, ta teorija je nekako se uveljavila in so skušali na vse načine dokazovati, da to je nacionalizem, da to je nekako etnocentrizem, ne, in Aca Mermolja kot glavni, recimo, kulturnik pri Slovensko kulturni gospodarski zvezi v Trstu je dokazoval, da je bil že Gregorčič etnocentrist, ne, pri meni je pripisoval temu etnocentrizmu, ki je isto kot nacionalizem, v bistvu etnocentrizem, ne, da imam etnijo kot center svojega delovanja. In to je res, pri meni to drži, ne. Jaz sem Gregorčič ravno tako, ne. Ampak on je Gregorčiču pripisoval to v slaven smislu, ne. In ko pravi, da bo Soča, ne, da bo italijanska kri kalila Sočo, ne, je rekel, ja, ker samo slovenska je tista čista, če pride italijanska kri, ne, je že umazana in tako naprej. Če je Gregorčič bil tako osudov v to mislu, tako v tem smislu, ne, ko govori o vojni, ne, in ko pride, ne, je tekla, marsikje je tekla rdeča Soča, ne, a kalila je tudi, če dine žličko vina v kozarc, ga bo kalilo, ne pomeni, da ga bo umazalo, ne. Ampak gre do tega, recimo, ne, da Gregorčiču daja misel, kako češ, da je misel na Italijano kot umazana kri. Italijanska metenke, to je bila knjiga, ki je bila narejena za mlade, češ, ne, dajmo nehati se tam narodno zavestjo. V tem smislu je tukaj razumene. Če to prenesete zdaj na državo, smo spet drugi teren je to, ne, spet, ne. Država, ki se je rodila bolj po čutežu, kakor po neki meritornosti, ne, ker je dosti časa, ko človek sploh misli, da bo trajala tista, bi rekel, internacionalizacija v jugoslovanskem smislu, ne, pa tudi so jo hvalili po svetu, ne, in so bili, bi rekel, zelo razočarani, ko se je to, vidimo, razletelo, ne. Tudi nekateri izjavljajo, in nekateri izjavljajo še danes, recimo, ne. Se pravi, v tem smislu so bili, bi rekel, rajši bi videli eno združeno, ne razbito Jugoslavijo, kako je potem nastala, tudi če je potem, recimo, diktaturo, ne. To so tudi pisali, recimo, o Poljakih, o Čehih, ne, pravi, ti novi nacionalizmi, ne. Nacionalizmi, če Rusi niso postili neko razvoj v nacionalnem smislu, recimo Čehom in Slovakom, ne. Kaj bo on govoril zdaj o novem nacionalizmu, ne?
Mislim, da bi rekel, nek srečiti narodi končno so se sprostili in niso več podloženi neki ruski dominaciji, ne? In je bilo žal, ne, da nastajajo novi nacionalizmi. Ne? In to ste lahko brali tudi pri pomembnih ljudeh, ne samo to, bi rekel, kakšni taki, bi rekel, nekulturni, nekulturni so rekli, ne se med sabo koljejo, to so rekli. In so umili roke, konkretno do Balkana takrat, ne, v tem smislu, Slovenija v tem smislu si mora skrbenico šele ustvariti, pravzaprav. Ker to sem jaz bral, zdaj, pred par tedni je pisal zunanji minister, sem se začudil, sem rekel, lej, to je skoraj kako, da bi meni nekje pobral iz mojih tistih, ne. Je rekel, ja, to moramo zaradi tega plina, ne, se zmeni z Italijo in zaradi tega koridorja se moramo zmeniti, pravi. In potem pravi, se moramo vprašavati, ali nas Italija ima kot državo. Se rekel, ja, to je končno prvo vprašanje, ne, ki je nekje, bi rekel, v resnici, ne, se skuša spraviti v neko realno življenje slovenske države v sklopu, ne, bi rekel, Evrope, ne, ali te sosede imata, ne. Jaz bi rekel tudi glede sporazuma, glede meje, tu gre zdaj recimo s Hrvaško, ne, je vprašanje, ali nas Hrvaška ima Slovenijo za državo, ali misli, da je to še zmeri neka potegnjena Hrvaška tista do Alp, recimo, ne, ki so se nekako izrodili v Slovence, potem ti Hrvati, ne, pa se pravi, v tem smislu je to še vprašanje, ne, ali nas to pa res, ne, se tam občutkom, ali nekako misli, da bo speljala, ne, in če bo speljala nam v škodo, ne, ko bi rekel, jaz upam, da ne, jaz tudi upam, da ne, jaz se svojo pametne, ponavadi sem zelo skeptik, ne, ampak po naravi sem nekako optimist in me je to zmeri reševalo, življenje optimizem, ne. Samo zmeri računati na to, da bomo nekje imeli srečo, ne, da bomo nekje speljali srečno, ko pravi Rupert, moramo biti srečni, da lahko govorimo v parlamentu evropskem po slovensko. Jer gotovo, da je to lepa zadeva in zelo bi rekel lep uspeh. Ampak če ti tega ne uveljavljaš v konkretnem primeru, kaj me mene briga, da bom šel? Pa rajši govoril v francoščini, ki bom potem povedal to, kar jaz hočem povedati, brez nekega slabega tolmača, ne, kakor v slovenščini. Glavno je, če bom jaz sem imel uspeh, tovariš, to je tisto bistvo, ne. Da je vprašanje, kako bo s tem uspehom, ne vem, nimam pojma, ne. Nisem jaz. Jaz sem rekel, kako moraš ti reči, da ti po nekem členu, boš rekel, ne, tisti komisiji, ne, arbitrarni, da ti bo dala izhod na morje. Kakšna arbitrarna komisija je tista, ki boš ti rekel, ni niti da izhod na morje, ne. Če je arbitrarna bo začela soditi, ne, eno in drugo in tako naprej, ne, moramo v tem videti, kaj bo ona odločila, ne. A da boš ti naprej rekel, da ti bo ona dala izhod na morje, se rekel, to pa je Bog pomagi, ne. Jaz ne vem, mogoče se motim, ne, mogoče da, ampak novi predsednik Hrvaške je rekel, da ne bo dal niti ene pedi, ne svoje hrvaške zemlje, ne. Torej, če bo Hrvaška ostala, kaj bo pa komisija rekla, to bomo potem videli šele. Potem boš pa videl, kaj bo rekla komisija oziroma arbitražni tisti, ne. V tem smislu je slovenska država od samega začetka pustila, da so Hrvati delili, kar so hoteli, ne. V tem smislu tisti arbitražna komisija bo rekla, če se 20 let pustili Hrvatom, ne, da so delili, kar so hoteli, pomeni, da so bili pripravljeni, ne, da bodo oni imeli glavno besedo, ne. Ne, mi smo to pustili, da bomo odločili takrat, kada se bo odločalo o meji. Če je to politika, ne, potem se je malo cetum.